Pred 10-12 oziroma že kar 15 let nazaj smo pač vedno želeli ljudem pokazati, kaj v resnici orhideje so, kako rastejo v naravi, da to pač niso lončnice, ampak da večina orhidej raste na drevesih in smo si pač umislili to džunglico in pač pred 10 leti prvič pripravili takšen ambient z orhidejami. Zdaj razstava je časovno omejena, zakaj je temu tako? Ja, tukaj je kar več razlogov, predvsem, ker tudi s tem je veliko dela, veliko nege, vzdrževanja. Vlago je treba vzdrževati, tudi temperaturo. Tudi orhideje, recimo, ki so razstavljene, recimo pri teh pogojih, pri tej temperaturi polno cvetijo tam do 3 tednov, 5 tednov, odvisno od sorte. Potem pa pač že počasi odcvetajo, zato tudi smo z tega stališča omejeni časovno. Torej bi lahko rekli, da zdaj nekje teden dni do konca razstave je še vedno pravi čas za obisk. Ja, zdaj še mislim, da zelo pravi čas. Orhideje so res razcvetene v tem polnem cvetu, kar v začetku prve dni niso bile. To so recimo falenopsisi. Tukaj imamo vse falenopsise, seveda različnih sort. To je recimo slovensko gojen falenopsis. Potem tukaj od zadaj imamo novejše križance teh falenopsisov s temi različnimi vzorci, s pikami, ki so tako popularni zadnje čase. Pol imamo tudi še tu več različnih barv, zelo drobnocvetni falenopsisi, tudi ti oranžno, vijolični so zelo zanimivi, rumeni, tako da tega je pri nas kar zelo veliko, za vsak okus nekaj. Tukaj smo ob vodnem objektu, tukaj vidimo te zelo popularne vande, se pravi modrih barv, vijoličnih barv, rdečih, rumenih, od zadaj oranžnih. To so pač rastline, orhideje, ki so ene izmed najbolj cenjenih in so okrasne predvsem tako zaradi cvetov, kot zaradi teh korenin, ki pač visijo z rastline. Je pa za te rastline značilno, da rabijo ogromno zračne vlage, se pravi skoraj 100% zračno vlago, zato potrebuje veliko nege in če jo imamo tako prosto rastočo, je fajn, da jo rastimo vsaj 3-krat na dan. Nekdaj je bila orhideja zelo cenjena. Zdaj so jo skoraj že malo razvrednotili in zaradi skrbi ona v našem stanovanju ne rabi tako dosti nege, se pravi je dokaj enostavna lončnica. Ti obiskovalci, ki si ta vaš tropski raj pridejo pogledati, odkot vse prihajajo? Ja, obiskovalci prihajajo vse posod. Praktično imamo veliko obiskovalcev z sosednje Avstrije, potem z sosednje Madžarske, z Slovenije, tako od Primorja kot z Bohinja, z Gorenjske in praktično za cele Slovenije, tudi hrvaški obiskovalci. Ti se zelo radi nosijo, metuljčki. Vrsta kaligota in se pač res radi nosijo, ostali vsi zletijo. Rad gre na varovalno barvo, zdaj pa gre od zone rjave, znotraj pa je taki vijolično, moder, gre ali na rjavo ali pa na vijolično. Kot v naravi, da se skrije, gre vedno na varovalno barvo. To so bube oziroma kokoni, ki so pripotovali iz Kostarike in praktično lahko vidimo več različnih barv. Se pravi, tukaj je 25 različnih vrst metuljev in vsak je praktično drugačne barve v bubi, se pravi, vsaka buba je drugačna. Je treba imeti kakšna posebna dovoljenja za uvoz teh metuljev? Ne, v sami Kostariki se s tem ukvarjajo zadruge, ki zbirajo te bube iz gojišč in potem pač označijo in pošljajo, zato tudi vedno dobimo mešanico metuljev, nikoli ne moreš dobiti samo ene vrste. Vedno ti pošljajo celoten sortiment. Kako dolgo pa živijo ti metulji? Od bube pa do samega izlega približno traja nekje 10 dni, zdaj odvisno od 1 pa do 10 dni. Drugače pa živijo tudi med 10, 14 dnevi pa do 3 tednov. Ta večji metulji pač dalj časa, ta manjši pa manj.
Kaj pa jim date za jesti, oziroma kje najdejo hrano? V naravi se hranijo z nektarjem, ne, se pravi z različnih prašnikov, tukaj pa jih mi damo tudi, jim nudimo pomaranče, banane, kakšen ananas tudi včasih, tako da so takrat na ta način prehranjujejo. Drugače pa vlage pa je tako ali tako dovolj, pa tudi vode jim nastavljamo, tako da so zadovoljni. Kaj ti je pa najbolj všeč? Metuljčki. Ti je bil kateri še posebej všeč, kakšne barve? Modri. Pa si prvič na tej razstavi, si se prvič Ja. videla? Tukaj ta vrt je kar zaščiten pred tem, da ne bi kateri pobegnil, pa vseeno kako ide. Ja, res najdejo vsako luknjo, tu smo jih sicer zaščitili, ampak načeloma največkrat pobegnejo tako, da se recimo moder gre na kavbojke in gre kar z kakšnim obiskovalcem ven na prosto, tako da ga tam pobiramo in lovimo.